Veseli me, da je prišlo do poenotenja delničarjev glede posebne revizije. Sam se sicer ne bojim, lahko bi jo izpeljali, če bi jo želeli. Mislim, da sem delal zakonito in tudi tožbe glede na druge revizije, ki so bile vložene, vse na predlog Petrola v tistem izjemno pomembnem času, ko je Petrol poskušal na vsak način tudi s prevzemom na nek način prevzeti Istrabenz, danes niso bile izglasovane. Tako da z tega stališča odhajam zadovoljen z te skupščine. Kaj pa tožba proti vam? Tožba proti meni? Ja, odškodninska tožba. Ni bila izglasovana, ne se pravi. Bom rekel, z tega vidika mislim, da za to tudi ni bilo nobenih razlogov, kar je bilo jasno pokazano in z tega vidika lahko rečem to, kar je evidentno, da niti evro Istrabenzovih sredstev ni bil uporabljen za lastniško konsolidacijo te družbe. Petrol je spremenil svoje stališče iz popolnoma objektivnih razlogov, ker so vmes, potem ko smo podprli razširitev dnevnega reda, nastala nova dejstva. To je bila pa javno objavljena informacija v zvezi z policijsko preiskavo, kar nas je navedlo na to, na racionalno obnašanje, se bo to upravi pri nadaljnjem ukrepanju, če se bo eventualno odločila za kakršnekoli postopke, koristilo, skrajšalo postopke, predvsem pa podcenilo celoten postopek. V tej preiskavi smo že 30. septembra lani vsi mediji. Torej, 12. maja smo mi izvedli od kompetentnih medijev o prvih, da rečem tako, rezultatih preiskave. Mislim, da je direktor policije poročal o rezultatih preiskave. Kako pa komentirati umik podpore? Ja, jaz mislim, da je očitno bil opravljen kakšen telefonski klic kakšnega dobrega znanca predsednika uprave Petrola, ki je potem seveda presodil, da bi naš predlog, ki smo ga usklajevali zadnje 3 dni, preveč globoko posegal v denarnico in bi s tem onemogočali delo Istrabenzu, kar ni res. Tako široka revizija, ki so si zamislili delničarji, bi pomenila velik problem za družbo Istrabenz, predvsem kadrovski problem, ker se potem ne bi morali več osredotočiti na osnovno dejavnost, to je pa dejavnost zagotavljanja po načrtu finančnega prestrukturiranja oziroma pridobiti letos 100 milijonov evrov preko dezinvestiranja sredstev. Po samem sklicu tokratne skupščine smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev pozvali večje delničarje, ki imajo zadostno količino kapitala, da bi lahko razširili dnevni red, da v tem kontekstu tudi delujejo v smeri izboljšanja razmer upravljanja in ne nazadnje tudi iskanja ugotavljanja odgovornosti in morebitnega sankcioniranja. To je kar 6 dni zatem bilo tudi storjeno strani Društva malih delničarjev in ob podpori največjega lastnika Petrola. Mi smo zaradi tega pričakovali na današnji skupščini veliko bolj resno in argumentirano razpravo o izsledkih revizije, o postavkah nove revizije, kot je bila predlagana z razširitvijo dnevnega reda, ne nazadnje tudi o pravnem mnenju, ki je bilo pripravljeno, vendar pa moram reči, da smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev iz tega naslova razočarani, kajti tisti veliki obeti, ki so jih nekateri s tem v zvezi imeli, so se izkazali za jalove in začudilo nas je pravzaprav, da pod to dodatno točko dnevnega reda praktično ni bilo argumentirane razprave o problematiki, ki bi izhajala iz drugačnih predlogov sklepov. Mi smo že na prvi pogled videli, da tista 2 predloga sklepov, ki sta bila podana z razširitvijo dnevnega reda, ki jo je podalo Društvo malih delničarjev za podporo Ficona in pa Petrola kot največjega lastnika, niso bili do te mere dodelani, da bi bili primerni za sprejem na skupščini, zato smo pričakovali, da bo, če že ne Društvo MDS, torej Društvo malih delničarjev kot formalni predlagatelj, pa vsaj večinski lastnik Petrol kot ugledna družba predlagali sklepe, ki bi bili primerni za sprejem in ki bi imeli tudi ustrezne učinke, ukolikor bi bili sprejeti v nadaljnih postopkih. No, kljub temu, da smo
pozdravili možnost razširitve dnevnega reda, je bilo potem že najprej na začetku sporočeno, da je umaknen drugi del sklepa v zvezi z uveljavljanjem odškodninske odgovornosti, umaknil ga je predlagatelj, torej MDS, Društvo malih delničarjev, potem je bil podan nasprotni predlog z strani njihovega člana, ki je v bistvu prvemu delu sklepa oponiral, hkrati je podporo umaknil večinski lastnik, torej Petrol, in vse skupaj moram reči, da nas je pravzaprav začudilo. Jaz sem se sicer aktivno vključil v razpravo in predstavil tista stališča, ki jih pravzaprav vse slovensko združenje malih delničarjev zastopa že odkar se udeležujemo skupščin Istrabenza, torej od leta 2006.